Čarli, prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Joj, kam sem jaz dala svojo balerino? O, Tjaša, tukaj si. Ej, Tjaša, eno vprašanje imam zate. V dnevni sobi sem zdaj, ampak nisem v svoji sobi našel sončne kreme oziroma kremo za sončanje proti soncu. Nisem videla, jaz iščem balerino. Dej, no, a veš, koliko me je zadnjič ožgalo po nosu, mislim, opeklo, cel nos je imel rdeč, kot Ja, in kaj ti bo danes sončna krema? Če pa zunaj dežuje. Kaj? Kako dežuje, no? Zunaj si je danes sonce. Čarli, jaz sem hotela zdaj ven, sem prišla do vhodnih vrat, odprem, dežuje, lije kot iz škafa. A me hecaš? Ne, te ne heca. Kako si, pač ne sije sonce in dežuje, če sem, lej, No, kje je balerina, no? Ne vem, kje je balerina, kje je moja sončna krema. Tjaša in Čarli, Kaj? kaj se pa preperata? Ja, poglej, no, počakaj, da vam povem. Jaz sem včeraj gledal Vreme, a veš, po televiziji. A veš, una vremenarka, meni najljubša. A veš, Jana Morel. Ja. Jana, ja. Ja, tako je lepa, pa ful je vedno najlepše oblečena, jo, jaz jo rad gledam. Daj, no. Ja, res, jaz vedno 3-krat Vreme pogledam, a veš, ker imam program, da lahko za nazaj gledam. No, in Jana, ne, ona je rekla, lej, jutri bo po celi Sloveniji sijalo sonce in Ja. je čas, da boste šli v naravo in izvajali športne aktivnosti. Potem se pa ta tvoja Jana zmotila, ker zunaj močno dežuje. Sej ni moja, no. Sam simpatična je. Pa ne, ona se nikoli ne zmoti. Povej, Miha, da zunaj sije sonce. Ne sekirajta, to se vse lahko zgodi. Lahko so vremenarji napačno napovedali vreme. To je narava, vse je možno. Ni nujno, da je vedno 100% zanesljivo. Dobro, ampak zdaj, ali zunaj sije sonce ali dežuje, Miha, si pogledal? Nisem nič ven gledal, priznam. Jaz sem prepričan, da tudi če je zdaj mogoče kakšna kaplja dežja, da bo potem sijalo sonce, ker je Jana rekla, da bo sončno danes. Ja, pa kaj, a Ja. veš, kaj še pravijo? Kaj? Za dežjem posije Sonce. sonce. Tako, ja. Tako je. A vaju zanima kaj več o vremenu? Ja, seveda, Ja, ja. Miha. Sedita se in z veseljem vama več razložim. O, o vremenu. super. Veste, vreme je trenutno stanje v ozračju, ki nastane pod vplivom različnih vremenskih elementov in atmosferskih dejavnikov. Vreme se neprestano spreminja in je lahko oblačno, vetrovno, deževno, nevihtno ali pa sončno. Vreme vpliva tudi na to, kako se bomo oblekli, kaj bomo delali in tudi kaj bomo jedli. Veda, ki preučuje vreme, pa se imenuje meteorologija. Meteorologija, ne, si rekel? Tako je, Čarli. Ampak, super. Miha, meni se zdi, da sem slišala nekaj o vremenskih pojavih. Morda ti veš, kaj je to? Veste, vremenski pojavi so veter, oblaki, megla, sonce in padavine. Kadar so na nebu oblaki brez sonca, pravimo, da je oblačno. Ko piha veter, takrat pravimo, da je vetrovno. Ko je megla, pravimo, da je megleno. In ko je na nebu sonce, pravimo, da je sončno. Poznamo pa tudi različne padavine. To so dež, sneg in toča. Toča. Ampak, Miha, daj ti meni nekaj povej. Jaz mislim, a ne, kaj vedno, ko dež pada, da je to zato, ker oblaki lulajo. Ja kaj, tudi oni morajo lulati. Saj veš, kako je mene zadnjič lulati tiščalo. Ja, Zdaj se pa samo jaz bi rad to s tabo preveril, a je to res, ali so me spet prijatelji nahecali. O, Čarli, se spomnim, jaz se spomnim. Veš,
Ni čisto tako. Ko je nastala luža, kaj ne? Luža, ja. In tudi ko oblaki Lulajo? lulajo, postane luža. Ampak Charlie ni čisto tako. Se pravi, oblaki ne lulajo. Ne, poslušaj. A Okej. jokajo? Na nek način. Poslušajta. Oblaki so množica vodnih kapljic in kristalov, ki lebdijo v zraku. Oblaki nastajajo, ko se vodna para zaradi ohlajanja zraka zgosti v majhnih delcih, ki so vedno v zraku. Vodna para se zgosti v kapljice in kristalčke, kadar se vlažen zrak ohlaja in ko te kapljice postanejo pretežke, padejo na tla v obliki dežja in takrat pravimo, da dežuje. Se pravi, potem dežuje. Okay. Ampak, zakaj pa potem po zimi namesto dežja pada sneg? Ja, no, Tjaša, ni čisto tako, kajti tudi po zimi občasno dežuje. Veste, če je vzračje po zimi dovolj ohlajeno, pa vodne kapljice v oblakih zamrznejo v drobne ledene kristale in padejo na zemlji v obliki snežink. Takrat Snežinke. pa rečemo, da sneži. Sneži. Ja, kdaj pa potem pada toča, Miha? Ja, toča pa lahko nastane poleti v nevihtnih oblakih. Nastane, ko voda v oblakih zamrzne in ko ledene kroglice v oblakih padejo na tla. Ponavadi se to zgodi predvsem pri močnem nevihtnem vremenu. Toča je zagotovo najbolj nevarna od padavin in lahko uniči strehe hiš, poškoduje avtomobile in uniči pridelke na poljih. Ja. Kruce, fiks! Kako se meni danes rosijo tele moje oči v očala. Miha, misliš, da je rosa? Charlie. Ja, kaj, če se mi tako rosi vse? Po moje je rosa prišla, veš? Charlie, Ja. rosa ne nastaja v notranjem prostoru. A res? Rosa in slana sta pojav, ki nastaneta zunaj. Sicer ne nastaneta v oblaku, ampak se pojavita pri tleh. Rosa je pojav usedanja vode iz zraka in nastane, kadar je temperatura tal, rastlin ali drugih predmetov nižja od temperature zraka in tudi nižja od rosišča. Nastajanje rose je poleti večje kot v hladnejših mesecih. Se pravi to, ko so meni danes tako zelo rosi oči, še ne pomeni, da imamo roso. Ampak veš, kaj sem se spomnil? Razlagal si o slani, a ne? Se pravi, potem, ko pade slana, ki mora biti najbrž tudi slana, a ne, kot sol, gremo mi ven in poberemo to slano in dobimo sol in si jo potrosimo lepo po naši jedi. A je tako, Miha? Charlie, to ne bo držalo, veš. Ne, sol dobimo iz morja, veš? Ja. Ja, nisem vedel. No, poslušaj, slana za razliko od rose nastaja v jasnih in mirnih nočeh. Predvsem jeseni in zgodaj spomladi, ko se po noči ohladi pod 0 stopinj Celzija in drobne kapljice na rastlini zamrznejo. Slana pa lahko poškoduje rastline in s tem tudi pridelke na polju. Ampak, a veš, zadnjič sem pa poslušala o megli, Miha in Charlie, in sem si tudi nekaj zapisala, čakaj. A veš, kaj je O o megli? megli? Tjaša lahko si je jaz povem? zapisala. Ja, Poslušajva. lahko, ja. Ja, imam pa zapisano. Megla je oblak v dotiku s tlemi, ki se pojavi, ko vlaga izhlapeva z površine zemlje. Ker se ta vlaga dviguje, se ohlaja in kondenzira v znan pojav megle. Megla pa zmanjšuje vidljivost in povzroča težave v prometu. A misliš, da imam jaz meglo v glavi? Ja, ker slabše vidim. Nič ne bom rekel. Ne A vem. so to spet tvoji prijatelji nahecali? Ja, so rekli, ti imaš očala, imaš pa zagotovo zelo meglene možgane. Ja, ker takrat, ko so ti zameglijo očala, ne? Ja, potem nastane megla. Točno. Ti, Charlie, ti. Charlie. No, Miha, Pa jo še kaj zanima? Ja, če mogoče veš, kaj je v vremenski napovedi, a veš, kdo sploh pripravi in kako lahko vemo, kakšno bo vreme jutri ali pa pojutrišnjem. to je zelo recimo? dobro vprašanje, Tjaša. Miha, Seveda vem.
Vremensko napoved, ki jo slišimo na radiju in televiziji ali jo preberemo v časopisih in na internetu, pripravljajo meteorologi. In Jana Morel. Ja, Ja, Čarli. a veš, ja. Ti, Čarli. Pri svojem delu si meteorologi in vremenarji, kot jih kličemo po domače, pomagajo s sateliti. Ti krožijo v vesolju in računalnikom po vsem svetu pošiljajo fotografije, ki pomagajo vremenarjem pri opazovanju vremena. S pomočjo satelitov spremljajo oblake, ki potujejo nad nami. In z opazovanjem letih lahko napovedo, kako hitro bodo prišli k nam in ali bodo s seboj prinesli tudi padavine. S pomočjo satelitov pa lahko opazujejo in sledijo tudi orkanom in jih tudi napovedujejo, da se ljudje nanje lahko vnaprej pripravijo. Aha, to so tisti vrtinci, a ne? Taki vetrovni. Jaz sem tam gora, vidiš tisto oblak, nič se ne vrti, se pravi, tisti je v redu, a ne? Jo, da, kakšen orkan pride, pa me odnese nekam stran. Jaz hočem sam zraven tebe biti, Miha, pa zraven Veš, tebe. orkan je odnesel Alico v čudežni deželi. A res? V čudežno deželo. Nič ne skrbi. Miha, ja, jaz imam še eno vprašanje za tebe. Sej Povej. vem, ni lepo prekinjati medveda Mihata, ampak vseeno me zelo nekaj zanima. Zadnjič, če sem si prav zapomnil, upam, da sem si, pa da me niso nahecali spet, so nekje rekli, da pri nas napovedujejo vreme tam iz enega hriba, zelo visokega, nekje tam pod Triglavom, Ja. nekaj na K se imenuje, Kako se imenuje, Čarli, potrudi se? Knedelci, čisto blizu. Kredalica, ja. Kredarica, A bravo, poznaš Čarli. kaj iz te Ja. kredlalice? Iz Ja. Kredarice. Poslušaj, meteorologom so v veliko pomoč tudi meteorološke postaje. Tudi v Sloveniji jih imamo mnogo. Se jih najdemo v vseh večjih krajih in seveda tudi na letališču. In res je, Čarli, vremenska postaja na Kredarici, ki leži na nadmorski višini 2514 metrov. Wow, to je visoko. Ja, in je naša najvišje ležeča meteorološka postaja. 2514 Tako. metrov, Kredalica. Tako je, Čarli. A ni kredarica? Kredarica. A, res sem pozabil. Ja. Ja. Okay. Na teh postajah meteorologi opazujejo vreme in merijo temperature zraka, vlago v zraku, zračni tlak, padavine, oblačnost, sončno sevanje in hitrost ter smer vetra. Vsaka meteorološka postaja pa ima tudi svoje vremensko hišico, ki meri temperaturo in vlago v zraku. Podatki pa se zbirajo vsako uro in se zapišejo v dnevnik. Pri nas se vsi podatki iz vseh vremenskih hišic pošiljajo v Ljubljano, kjer je sprejemni center podatkov iz vse Slovenije. Tjaša, imam vprašanje zate. A si mogoče že kdaj slišala za dežemeter ali ombrograf? Ja, meni se sliši to kot nekaj, kar meri dež. Tako je, veste, to je naprava, s katero merimo količino padavin. Kajti vremenske pojave merimo in opazujemo. Padavine, ki padajo iz oblakov, pa merimo tako, da določimo, kako visoka plast vode v milimetrih je padla v določenem času na zemeljsko površino. Čarli, Ja. kaj pa termometer? Poznaš termometer? Čakaj, zelo znano se mi sliši. Ja, poznam. A veš kaj? Povej. To je pa tista stvarca napravca, ne, ki jo jaz vedno v svoj vroč čaj namočam noter in potem pokaže, da imam vročino in potem lahko ostanem doma in mi ni treba v šolo. Ja, pa sej z vročino ne moreš v šolo hoditi, a ne? Čarli, to pa ni lepo. Ja, kaj ni lepo? Ti si to pomešal, pa to ni lepo, da se tako igraš z mamico. Ja, sej mamica ne ve. Nej povedati, prav? Nej povedati, ker drugače bi mogel v šolo, pa meni to ni všeč. Prav, ampak malo si pomešal. Miha te je vprašal po termometru in ne po toplomerju. Kaj pa razlika, Miha? Tako je. Temperaturo zraka pa izmerimo z napravo, ki se imenuje termometer.
Zrak. Prvega je pred približno 300 leti izumil znanstvenik Daniel Fahrenheit. Merimo pa tudi hitrost in smer vetra, torej kako močno piha in v katero smer. Hitrost vetra merimo s posebno napravo, ki ji pravimo aneometer. Smer vetra pa s pomočjo vetrovnih vetrokazov. Oblačnosti pa ne merimo, ampak jo le opazujemo. Čeprav, Miha, ne? A veš, kaj sem se spomnil? Spomnil sem se, da te vetri, kot si rekel, da pihajo iz raznih smeri, pa to, te vetri tudi mene mučijo, vedno, ko pojem ful veliko fižola. In pol je toliko vetrovno, to je kar burja. Ja, Res, a veš, koliko to kar ven prehaja, ni konca tega. Ja, Charlie, res je. Takrat ni dobro biti v tvoji bližini, Ja, ko tebe mučijo tvoji vetrovi. Ja, niso to vetrovi, tako nasplošno tudi. Ne. A nisi govoril o teh vetrovih? Ne, o drugih vetrovih. Zagotovo ste že vsi slišali za burjo, a ne? To je hladen, sunkovit in po večini suh veter, ki najpogosteje v zimskem času piha na Primorskem. Poleg burje pa pri nas poznamo še ostale vetrove, in sicer fen, ki je topel, suh veter in piha iz gorskih področij v doline in kotline. Pa tudi v kopalnici, Fen. ki si lase sušimo, ne? Recimo topel včeraj veter, sem si tako, sušila. zelo podobno. Bravo, Ja. Charlie, bravo. Potem poznamo še jugo, ki je topel veter in piha iz Afrike preko Sredozemskega morja. Pa poznamo še burin, ki je rahel veter in piha iz kopnega na morje. In pa tudi maestral, ki je prijeten dnevni veter in piha iz morja proti kopnemu. Čeprav maestral se mi sliši kot maestro. To je Zelo pa tisti, podobno. ki tudi tako nekako z roko dela pa dirigira, ne? Miha, jaz sem pa slišala, da voda ves čas kroži v zraku. Kako? Morda ti to veš, kako? Ja, res je, Tjaša. Večina dežja prihaja iz morja, kajti ko sonce greje oceane, se nekaj morske vode spremeni v hlape, ki se dvignejo v zrak. Med dvigovanjem se ohladijo in spremenijo v vodne kapljice. Če jih teh kapljic veliko, potem nastanejo oblaki. Poznamo pa več vrst oblakov. Nekateri prinašajo lepo vreme, nekateri prinesejo dež. V teh oblakih se drobne kapljice spremenijo v dežne. In ko postanejo tako težke, da ne morejo več ostati v zraku, padejo na zemljo in takrat dežuje. Nekaj tega dežja spije zemlja, večino pa se ga vrne nazaj v morje. Voda v naravi torej ves čas kroži. Ja, si slišal? slišal, ko pada dež, rabimo dežnik. A tega nisi rekel? Tudi to je res, Charlie. je res. Ali pa palerino in pa visoke škornje. Ja. A si slišal, ne? Voda ves čas kroži Ja, in vreme se ves čas se spreminja. spreminja. Jaz bi tudi malo krožila s kakšno igro, Ja, jaz tudi. da ne bi samo sedeli. Ja, gremo se igrati, Miha. Gremo! Super, pejmo Ja. se igrati. Miha, kukuc. Ja, Kaj se bomo pa danes igrali? Imaš kakšno idejo? današnja igrica pa se imenuje Mačka in miš. Tam je pa zelo znan. A to je tista igra, Miha, ko imamo enega mucika in potem tudi eno miško, a ne? Ja. Vsak ima svoj brlog, oziroma mucik je v svojem brlogu in spi. Miška pa tudi v svojem brlogu in ko se prebudi, gre nagajati malo mucki. In potem pa, ko nekdo da znak, mucek se zbudi, se mucek prebudi in mora hitro ujeti miško, miška pa še hitreje pobegniti nazaj v svoj brlog oziroma luknjo. A to je ta igra? Točno ta, bravo, Charlie. O, superca. Bravo, Charlie, ampak pozabil si nekaj, miška mora stalno hoditi po prstih. Pa biti zelo tiho. Zelo tiho. Jaz pa bom povedal, kdaj se mucka prebudi. Okej. Kaj pa če mucka ujame miško? Se pa zamenjata, je pa potem miška postane mucka in mucka postane miška. To je ena izmed tistih iger, ki jih ni nikoli konec. Tako je, ta je najboljša. Neskončna igra. Tako. Tjaša, kaj želiš biti za začetek, mucek ali miška? Lahko se muca. Ok, boš muca.
pozabi si povedati še nekaj, ne? Če se prav spomnim, lahko miška tudi malo nagaja muci, a ne? Seveda lahko. Ker muca spi. Seveda, ker jo mora prebuditi, ne? Sta pripravljena? Na svoje položaje. Kateri? No, Tukaj je doma muca aha, muca. in tam je doma miš. Ok, tukaj sem. In muca spi. Ne? Muca spi. No, miška pa tudi spi. In potem se miška prebudi. Miška se prebudi in gre po prstih. Ker ne sme mucko zbuditi, a ne spi. Mucka. Mucka se prebudi. Nerodna miš. Ja, miški je spodrsnilo. Miški je spodrsnilo na Si v silo. redu, Miška? V redu. Miška je vedno v redu. Mucka nazaj v brlog, miška spet se. Miška, pazi. Pridi, miška, pridi. Ne vidim, če se boste nastavili vi ste, kot midva, ker ful vsi. Miška se prebudi. Mucka se prebudi, se hotel reči. Ja. Ampak zdaj sta videla, zakaj gre. Ali se kar zamenjava, ker meni ne bo nikoli uspelo tebe ujeti? Tukaj, ker sem v svojem brlogu luknji, lahko se zamenjava. Proba, Dajte se še malo poskusiva, zamenjati. zato ker Petka. ti si tako hiter, da ne vem, če bi meni to uspelo, a Charlie je veš? zelo hitra miška, kaj ne? Ja, zelo hitra. Zelo mi srček bi. No, Mucek, Mucek zaspi. se spančkaj, Mucek. Sta pripravljena? A ja, sva pripravljena. No, Evo, Mucek, Mucka A zaspi. zdaj sem jaz mucka, ja. In miška gre v napad. Miška, Muca, pazi, da ga ne zbudiš. Muca. Muca se zbudi. Bravo. A vidiš tole muco? Tako hitra Ja. muca si bil, Charlie. Kako Take hitra muce pa muca. še nisem videla. Ta muca je bila zelo nevarna, veš, takšna napadalna, ki že ni jedla. Še ful dobro, da nisi bil lev, ker bi me požrl. Ja, Velika še dobro. muca. Otroci, sedaj ko pa poznate pravila igre in kako se jo igra, pa se igrajte tudi vi. Tako ja, povabite starše k igri ali pa babice in detke, ja tudi oni se to igrajo lahko, pa prijatelje, sestrice, bratce, bratrance, sestrične, sosede in tako naprej, a ne? Tako je. Čeprav meni še vedno tako srček bije, a jaz predlagam, da se igramo še eno igrico, ki bo pa malo bolj sproščajoča. O, to pa jaz poznam eno. A poznaš Ja. kakšno? Kaj pa? Ti si tako hiter in tak vitalen in tak gibčen, No ja, malo pa že ja. ne? In poznam eno, da se boš igral v leže. A samo jaz? Ja, jaz ti bom pa, jaz sem pa tvoj pomočnik. Oho, no pa poskusimo. A veš, Miha, tisto, ko smo se mi dva igrala, ko si ti meni igrače metal in jaz sem jih morala z nogami čez glavo nazaj Res? prenesti v koš. Kako zabavna igra. In to sem takrat rekla, da to bom pa jaz Charlieju naredila, ker ni tako lahka igra, ne? Charlie bo sigurno užival ob tej igri. Ja, noč, jaz sem za to, da poskusimo. No, daj. Oziroma Charlie, poskusim. na tla se vlezi. A zdaj se Charlie moram na tla uleže, vlesti. Tako, jaz imam Ja. tukaj že pripravljene Kam pa se lahko igrače. uležem na tla? Na tla. Kamorkoli želim. Kamor želiš. Ok, dobro. Jaz imam pripravljene igračke in tukaj jih bom zdaj stresla. In ko ti bom jaz dala igračko, jo Dobro. moraš ti prijeti z nogam A, z nogami jo moram prijeti. in jo čez glavo zadeti koš. Poleži se, da vidim. Ja, kaj mi nisi to zadnjič povedala, ko si me kregala, kako imam sobo razmetano? Saj res, Ja, kako dobra je igra za pospravljanje to sobe. je super igra, mislim, jaz si drugače nikoli ne bi sobo pospravil, ampak kadar se pa igramo, sem pa vedno za. No, Ja. in če boste kdaj zelo žalostni in tečni, ker vam bo mamica težila, da je treba sobo pospraviti, se spomnite na to igro. In takoj bo pospravljanje postalo užitek in igra. Tako, ja. Pa Tako? se lahko tekmujete s kakšnim bratcem ali pa sestrico. Ja. Ali pa mamico. Ja. Sedaj se pa uleži, da jaz vidim. Oh, Pa poskusi noge nazaj. noge nazaj, pa tako, tako. To bom mogla malo, a bolj sem dam, tako? Tako. Dobro. No. Jaz si lahko podam. No, dej. Pripravljena? 3, 4, zdaj. Ena igračka gre v koš. A, Bravo! Charlie, super. Naslednja. Druga. Bravo, O, Charlie, to dajte je pa res navijati super za Charlieja. pospravljanje. Dajmo, Charlie, Dajmo, dajmo, Charlie. dajmo, Tretja da igračka. bo malo težje. O, Dajmo. Bravo! Je! Mali medvedek. O, ta bo pa težka. Hopala. O,
Daj še enkrat. Bum. Hop. O, medvedec. To so pa kar tudi Bravo. trebušnjaki Je. dobri zraven, ne? Kaj pa so Izvoli. trebušnjaki? To pa ne Ja, vem. tako, ko moraš napeti trebuh, da lahko narediš kakšno vajo. Bravo! O, super. Delajo tukaj mišice. Ja, saj tukaj me že malo boli. Te, ne, to Ja. delaš take trebušnjake. Vse Bravo, zadaneš. Charlie. O. Sicer štorklji visijo noge iz koša. Ja, pa sej štorkla ima dolge noge. Hudega. O, zajček, hop. Bravo. Bravo. O, kako sem jaz Čakate, dober. tale. A imamo še veliko, meni bo trebuh odpadel stran. Še 4, Charlie. Bravo, Charlie! Charlie, Oh. moja kravica. Odlično ti Bodi gre. Trebušček prijazen do boli, moje Charlie. kravice. Daj, Ali otroku kravica pomagamo, liska? Charlieju, gremo O, na moja boga kravica. Bom še enkrat poskusil. Padla je. Dajmo, Charlie. Charlie. E, O, brava kravica. Super, a smo že končali. Ovčka, še ovčka. A že ovčka, mi cipet noter. Bravo, in pa, opa, nič hudega pusti. In pa še mojico, pa ti A lahko zajčki. kar oba skupaj, prosim? Oba, ja. Ja, dej, da probam. No, daj. Bravo, Charlie. O, razen mitske ovčke. Bravo, Charlie, Skočila petka. je ven na travnik nazaj. Bravo, si se Petka. sedaj Bravo. A veš, da me tukaj, razmigal. mem kar malo zdaj čutim, da mi nekaj raste. Une mišice mi rastejo zdaj. Bravo, ja. Ja, 6 teh mišic, a veš. To bom jaz zdaj začela delati, veš? Ja, da boš radiatorčke imela, ne? Odličen si bil, Charlie, super ti je šlo. In tudi Tjaša ti je odlično Super podajala. igre so bile Super, to danes. hvala, no. Tjaša, za pomoč. Naslednjič pa jaz pospravljam sobo, boš pa ti meni igračke dajal. Ok, prav? Ja. Miha bo pa povedal, kaj se igramo, a ne? Zmenjeno. Hello. How's the weather today? Kakšno je danes vreme? Let's look outside. Poglejmo ven. Is it sunny? Je sončno? Sun je sonce. Sunny pa pomeni sončno. Is it sunny? Se vprašamo, je sončno? In če je sončno, rečemo yes, it is sunny. Če pa ni, pa rečemo no, it's not sunny. Se pravi, yes, it is sunny. Ja, sončno je. No, it is not sunny. Ne, ni sončno. Is it cloudy? Je oblačno? Cloud je oblak. Cloudy pa je oblačno. Is it cloudy? Je oblačno? No, it's not cloudy. Ne, ni oblačno. Is it windy? Wind je veter. Windy je vetrovno. Is it windy? Je vetrovno? Yes, it is windy. Ja, vetrovno je. How's the weather today? Kakšno je danes vreme? Is it snowy? Je sneženo ali sneži? Snow je sneg. Snowy pa je sneženo. Yes, it is snowy. Ja, sneženo je. No, it is not snowy. Ne, ni sneženo. How's the weather today? Is it rainy? Dežuje, je deževno. Rain je dež. Rainy pa je deževno. Is it rainy? Let's look outside. Pa poglejmo ven. Oh, yes, it is rainy. Danes smo se naučili nekaj o vremenu. Ponovimo še enkrat. Sun je sonce. Sunny je sončno. It is sunny weather. Sončno vreme je. Oblak je cloud. Cloudy je oblačno. How's the weather today? Is it cloudy? Yes, it is cloudy. Ja, oblačno je. How's the weather today? Is it windy? Wind je veter. Windy je vetrovno. Yes, it is windy. Ja, vetrovno je. How's the weather today? Is it snowy? Ali sneži, je sneženo? No, it is not snowy. How's the weather today? It is rainy? No, it is not rainy. Rainy je deževno. Rain je dež.
rainy je pa deževno. Yes, it is rainy. Ja, deževno je. Sonce se poslavlja, lunico pozdravlja, ta nas bo pazila, v sanje nas vabila. Zvezdice pa gledajo, budno opazujejo, če smo se umili, od glave pa do pet. Na zobke ne pozabimo, predno gremo spat. Lep in zdrav nasmeh, najlepši je zaklad. Čisti in umiti, odejico zaviti, kako nam je lepo, ob pravljici toplo. Zvezdice pa gledajo, budno opazujejo, če smo se umili, od glave pa do pet. Učke zdaj zaprimo, se v sanje potopimo, nas čaka novi dan, vesel in nasmejan. Učke zdaj zaprimo, se v sanje potopimo, nas čaka novi dan, vesel in nasmejan. Naša prva zvezdica je Naja. Naja se rada igra in zelo rada ima glasbo. Danes bo za nas zaigrala na klavir. Moj hobi je klikljanje. Sklikljala bom zajčka in pokazala vam bom, kako klikljam.
Naša naslednja zvezdica pa je David. David je bratec od Naje in David je zelo priden in rad pomaga v delavnici. Danes bo pa za nas zaigral na harmoniko. Otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu, karkoli, če znate, pošljite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj. Vam je všeč moj slonček? Ga bomo izdelali? Zelo je preprost za izdelavo. To je slonček s plesočim rilčkom. Vse, kar potrebujemo, je barvni papir ali pa navaden bel papir, ki ga bomo pobarvali, potem lepilo, slamice, bel list papirja ter črno barvico. Najprej bom izdelala slončka, nato pa še žabico. Za slončka bom vzela moder papir, list, in sicer to je pravokotnik. Mi pa potrebujemo kvadrat. Kvadrat pa dobimo tako, da vzamemo en konec papirja in ga lepo prepognemo na drugo stran, do roba, nato s prsti povlečemo črte, tako, ostali del pa je odveč in ga odstrižemo. Tako smo dobili kvadrat.
Nazaj ga prepognemo. Tukaj spredaj bomo prepognili špičke na noter, še na drugi strani. Najprej obrnemo, da bomo prepognili enako, kot je na drugi strani in nato ta del zapognemo na notranjo stran. Zdaj potrebujemo ušesa. Ušesa pa kar enostavno takole dol zapognemo, malce čez, ker ima naš slonček okrogla ušesa, jih bomo tudi tukaj malo obstrigli. Takole. Sedaj pa še tukaj na koncu pri ušesih čisto majhno luknjico odrežemo, zato da bomo slamico potisnili čez tole luknjico, ki se nam naredi. Tako. Najprej tele dele, tele špičke z lepilom polepimo, da nam ne bodo nagajale. In nazaj zapognemo notri, da se lepo prilepijo še na drugi strani. Tako. Potrebujemo še oči za našega slončka. Jaz sem jih že izstrigla, narisala take krogce, izstrigla in notri še narisala s črno barvo očke. Takole prilepimo. Pozabili smo še na našega rivčka. Rivčka pa dobimo iz tistega odpadnega papirja, katerega smo prej izstrigli. Recimo polovičko odstrižemo. Tako. Narišemo take črte. Na naš slonček. Cak. Takole. In tega bomo prilepili najprej slamico. Potisnemo skozi luknjico. Tako. Tukaj bomo pihali. Slamico do roba. In tukaj čez bomo prilepili tegale našega rilčka. Takole pritisnemo, to je gre čez slamico in tudi tukaj še malo lepila. Tako. Zdaj pa, da bo rilček lepo zaokrožen, da potem, ko pihnemo, da se poravna, ga bomo pa z barvico takole zavili. Zavijemo v barvico. Barvico odstranimo. Ste videli? Ja. Takole. Sedaj pa poskusimo, če deluje. Super, kaj ne? Sedaj pa izdelamo še žabico. Za žabico sem uporabila kar bel uporabljen papir, na eni strani je bil še čisto prazen, sem pobarvala in enako odstrigla ta del, tako kot pri slončku, stran. Tako. Sedaj imamo pobarvano našo žabico. Enako kot prej bomo naredili žabici, sedaj pa krake. Tele trikotničke bomo zavihali na notranjo stran. Žabici bomo pa izstrigli rdeč jezik, dolg jezik, s katerim bo lovila muhe in ostale specialitete za žabice. Tako, ostale žuželke. Spet bomo tale naš jeziček svinčnikom zavrteli, tako, prilepili čez slamico.
kako lepo diši ta čajček, ki sem si ga pripravil danes, ampak a veste, kaj me moti pri čaju? Vedno je tako zelo vroč, ko si ga naredim, da moram potem skoraj pol ure čakati, da se ohladi. Čeprav, kaj bi lahko naredil? Že vem, imam idejo. Lahko si mogoče pričaram led in potem, ko dam led v čaj, se bo le ta shladil in ga bom lahko hitreje spil. Joj, sam kako že gre ta čarovnija, da si pričaram led? Že vem. Bom uporabil kar tole mojo skodelico. Pa rabim malo, kaj vsebuje led? Vodo ima, ne? Hladno vodo, rabim hladno vodo, ki jo bom zlil v skodelico. Takole. Ja, zdaj pa še moja čarobna beseda. Kako že gre za led? Že vem. Poki smoki okoala bum! A mislite, da sem si pričaral led? Pogledamo. Pa res, a vidite? 2 ledeni kocki, ki jo dam sedaj v čaj. Preverim. Ja, in čajček je kar naenkrat bolj hladen. Kako zelo dober je ta moj čaj. Vas pa najbrž sedaj zanima, kako mi je trik uspel, kaj ne? Seveda vam bom pokazal. Poglejte, potrebujete namreč 2 skodelici za čaj in pa eno takšno manjšo skodelico za kavo. V prvo skodelico, če želite trik izvesti tako, kot sem ga sam, si natočite malo vode in občinstvu povejte, da ste si pripravili čaj, ki pa je tako zelo, zelo vroč, da ga ne morete spiti in potrebujete malce ledu, da se vam bo čaj ohladil. V drugo skodelico pa si vnaprej pripravite takšno kuhinjsko krpo, katero zložite v skodelico, poglejte, tako kot sem jo sam. In pa vnaprej si že notri pripravite malo ledu. Ja, a veste, kako nastane led? Tako, da date v manjši kozarec, plastičen, papirnat, malo vode in date v skrinjo in čez nekaj časa dobite potem led. In ga date že vnaprej si led pripravite v skodelico, potem pa v skodelico nalijte malo vode, majčkeno, ne preveč. Velja, vodo si boste vnaprej pripravili v kavno šalico. Nalijete malo vode, vodo bo seveda kuhinjska krpa, ki ste si jo pripravili v kozarček oziroma v skodelico, popila, a ne, kuhinjska krpa pije vodo in na koncu, ko boste obrnili skodelico, bo ven prišel samo led, brez vode. Led si potem dajte v čaj, namišljen čaj, a ne? No, lahko si skuhate tudi pravega. In vaše občinstvo bo zelo navdušeno nad vašim trikom, še pred tem, a ne? Pa povejte tudi čarobno besedo, ki se imenuje, v mojem primeru, poki smoki okoala bum! In potem pride ven led. Sedaj, ko veste, pa le pogumno na delo in očarajte z vašim trikom vašo družino, prijatelje, znance, dedke, babice in tako naprej. Petka! Joj, Tjaša! Kaj pa tole je tukaj? Kaj si nama sem to nama že pripravila novo igro izziva minute. Wow, kako se pa gre ta igra? To me pa naučil Miha, veš? A res? Zelo dobra igra, res super. A si se že kdaj igral 4 v vrsto? 4 v vrsto, ja, lani poleti. Si ga, Ja, ne? sem, ja. Pa vi otroci, zagotovo ste se že igrali starši ali pa s bratci, sestricami. Tukaj se bomo pa igrala 3 v vrsto. Ja, ker sem pravkar preštel, to ni 4, to je 3. Ni 4, ampak je 3. In narisala sem na bel list papirja oziroma malo večji od koledarja 3 kvadratke, takole, 9 jih je, ne? 3x3. In to pa ne bova igrala kar tako, da postavljajo figurice. S tem se greva igrati? Ja, s tem, to so najine figurice. Ena? Plastični kozarčki, lahko so tudi papirnati, Joj, ne pa stekleni. Ne steklenih, okej. Ne, ker se Ja. bodo razbili. Tako da kozarčke pa ne bova samo polagala, ampak naj jo čaka še en izziv. Kako? Postaviš kozarček takole na rob mize, Okej. tako kot zadnjič barvice, se spomniš? Seveda, tista igra mi je šla zelo dobro, ja. Ko smo jih tako gor s prsti. Zdaj Okej. pa to je enako, s tem, da kozarček je postavljen na glavo. Aha, ne? na glavo, okej. Na glavo se pravi na napačno stran. In ko midva takole
s prsti gor. Kozarček mora pristati na Na pravilni strani. Tako da zdaj Samo to je pa poskusi, težko, poskusi, Tjaša. Najprej malo poskusi. Najprej Ojej, moraš to kar vaditi doma, veš. Ja, kar še poskusi. še malo. Ja. To je pa zelo, zelo, zelo težko. Mogoče tako dvakrat. Jo, pa tudi to ne gre. O, poglej ga, a vidiš? Je šel in ko ti uspe, Ne, samo si rekla na pravi strani, da mora prestati. ja, meni je pa na glavo pristal. Ja. Saj res, to Na pa pravi res pa kroga strani. naredil. Ja. Čakaj. Tako si rekla. Na pravi strani, Ja, da mora prav prestati. imaš. A to te je Miha naučil, ne? Ne, Miha to obvlada, veš. Ja, koliko časa pa se lahko igrama to igro, Saj Tjaša? veš, mi doma izziv minute, samo minuto imava. A to je 60 sekund. Ja, Ojej. Čeprav jaz sem prepričan, a veš, da ko bova midva to šla za res, da nama bo na uspelo, ne? štoparico, da nama bo uspelo. Poskusiva, prav? Dejva. Če nama pa ne bo, boste pa vi doma poskusili in nama poslali posnetke na naš Facebook profil. Drugače se bo pa 3 vrsto zaigrala kar tako. Ok, Prav? zmenjeno. Zmenjeno, če nama ne uspe v 1 minuti. Velja, otroci, poskusite pa tudi vi doma, Najprej prav? kozarčke dajva kar Takole. kupček, pazi. 3, 4, zdaj pa greva, da vidva, če nama bo uspelo. Aha. Ja, takole, jo, to je pa zelo res Ja, je težko. res težka. Ali so pa ti kozarčki malo nerodni? Veliki, nerodni, malo veliki. Ja, ampak veš, ko sem igrala z Mihom, mi je ratalo, ne? Joj, to je težko, Tjaša. Joj, hop. A lahko malo goljufam? Goljufaš. Ja, ne vem, pač jaz bi si nekaj pomagal, da... Lej, kako ne gre. Ampak To je zadnjič mi je pa težko. uspelo. Miha, koliko imamo še časa? Joj, tako zelo blizu. To pa ne vem, aha. Ja, včasih tudi kaj ne uspe, ne? Ampak se ne smemo sekirati, se pravi, vaja dela mojstra, vaja in to bo še vadila, veš? Kako si ti to se z Mihatom igrala, če Ja, pa samo meni sva to imela nič ne minute gre? Časa, stop, konec imava. Ja, Tjaša, Veš kaj, imam še eno idejo, Charlie. jaz mislim, da si ti to nekaj se zmotila. Ja, ja, zdaj, ko nam ni šlo, sem se zmotila. Ja, ne? zagotovo si se zmotila. Ampak, a bi midva poskusila še ravno obratno, se pravi, da postaviva kozarček V pravilni položaj in da pade na napačno. in da Takole. pade na glavo, tako. A poskusiva to, morda pa to uspe. Ja, jaz mislim, da bi bilo to Pa pojdiva lažje. še to poskusiva. Čeprav mogoče pa ne. 3, prispravi si, Ja? 4, zdaj. Ali misliš, takole. da bo uspelo? Joj, ne vem, upam, da ja. Poglej ga. Morda sem se pa res z Miho igrala tako. Poglej ga. Aj. Kako Joj. gre, Charlie? Ojoj, Charlie ne roda. Takole, evo, Poglej, ko me je. nazaj. Še malo. Ali bo Charlie zmagal? Otroci, a mislite, da mi bo uspelo? Charlie. 3 v vrsto! Ja, pa mi je uspelo. Tako, 1, 2, 3. Bravo! Jaz sem- Morda sem se res zmotila. Ampak sem- lahko poskusite oboje, kaj ne? Čeprav, Tjaša, jaz sem prepričan, da si ti meni čisto prav pokazala, ampak se veš, Charlie je včasih neroda. In potem, ko si mi pokazala lažji način, a ne, je pa Charlie uspelo. Super, Charlie. Ja. Sedaj pa vadite, da uspe tudi vam in pošljite nam vaše posnetke na naš Facebook profil. Ali pa na elektronski naslov spodaj. Danes nas čaka pravljica o soncu in vetru. Oba sta plesala na nebu, sonce je božalo cvetlice, grelo živali in ljudi, veter pa je lahno, lahko plaval na nebu in plesal svoj ples. Aha, prišel je do sonca, srečal ga je. Pozdravljeno sonce. O, pozdravljen veter. Kako si? Kar dobro. Ali veš, da sem najmočnejši na nebu? Ne vem, če bi to držalo, je reklo sonce. Ja, jaz sem močnejši, ker lahko odpihnem vse, kar želim.
Dobro, jaz ne znam pihati, to je res, ampak ne vem, če si ravno najmočnejši. Pa ti bom dokazal, je rekel veter. Greva staviti, kdo je močnejši. Vem, kako bova to naredila, je rekel. Počakala bova na nekoga, ki bo prišel na pot. In jaz bom tako močno pihal, da mu bom odpihnil plašč. Dobro, je reklo sonce. Lahko poskusiva. Morda si res močnejši. Sonce je opazovalo, kaj se bo dogajalo. Kmalu je res na pot prišel gospod v črnem plašču. Hodil je in hodil in veter je začel pihati. Gospod je še kar hodil. Nato je pa rekel, joj, kako mi je mrzlo. Kar naenkrat je začelo tako močno pihati, je rekel gospod in se je še bolj zavil v svoj plašč. Ampak veter se ni vdal in je še naprej pihal še bolj močno. Gospod je bil začuden, le kako je lahko iz tako lepega sončnega vremena sedaj tako hladno postalo, in si je zapel svoj plašč in se stisnil vanj. Veter je še nekaj časa zelo močno pihal. Odpihnil bom tvoj plašč, je govoril. Odpihnil bom, da bodo vsi videli, da sem najmočnejši na nebu. Gospod je začel kar teči, tako ga je zeblo, da bi se rad malo ogrel. Po dolgem času se je veter utrudil. Nehal je pihati. Gospod pa je še nadaljeval svojo pot. No, meni ni uspelo, je rekel. Pa da vidimo, če bo tebi, sonce. Če meni ni uspelo, le kako bo tebi, saj sem najmočnejši. Sonce je le prijazno rekli, prav, bom poskusila. Gospod je še kar hodil in veter se umiril in pokukalo je zopet sonce. Gospod je hodil po poti, si ogledoval, kako lepo rastejo cvetlice, sonce pa je začelo greti. In grelo je še bolj močno in še bolj močno in je delo za gospodom. Kako čudno, je rekel gospod. Kar naenkrat je veter ponehal in sonce se je prikazalo in sedaj me zelo greje, je rekel. Sonce mu je še kar naprej sledilo in njegovi žarki so še bolj božali gospoda in še bolj močno je začelo sijati. Kar vroče mi je postalo, joj, ko bi le imel malo vode. Ampak saj vem, slekel bom svoj plašč. Slekel je svoj plašč in tako je bilo bolje. Sedaj mi je bolje, ampak mislim, da bom moral poiskati senco. Res mi je močno začelo biti srce in zelo sem se utrudil od tega močnega sonca, je rekel gospod in hitro poiskal senco. Užaljen veter se je približal soncu. Priznam, zmagalo si sonce. Saj nisem želela tekmovati, ampak želela sem ti pokazati, da ni vse v tem, da si najmočnejši. Sva lahko naprej prijatelja, je vprašalo. Prav, oprosti, ker sem se tako obnašal do tebe. In spet sta na nebu, vsak na svojem koncu, opravljala svoje delo. Veter je odganjal temne oblake, sonce pa je svetilo, da je bilo živalim, ljudem in rastlinam toplo. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa
pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti še ti.